Kdaj ste poskušali nekaj novega, kdaj ste poskušali nekaj drugačnega? Definicija norosti je, da počnete eno in isto, dan za dnem in pričakujete drugačen rezultat. Pomislite na to, da so številna vaša vedenja, številni vzorci, ki jih sedaj uporabljate, bolj ali manj predvidljivi. Če vas danes vprašal, kdaj ste poskušali nekaj novega v prodaji, kdaj ste poskušali nekaj novega pri vzgoji otrok, pri komunikaciji s partnerjem, da ste poskušali nekaj novega pri hrani. In seveda poskušajte stvari in delajte stvari, ki niso škodljive za druge, ki niso škodljive za vas, za vaše telo. Ne želim, da boste s tem nekoga prizadeli, da boste v prodaji nekomu ukradli nekaj ali pa da ne boste konsistentni v temu, kaj je vaše sporočilo, kaj je vaša vizija. Pomembno je, da imate to vizijo, pomembno je, da veste, kam greste. Samo ne trmariti po vedno isti poti. Morda obstaja nekaj boljšega, lažjega, da boste prišli do tega cilja rezultata. In to je namen tega coaching vprašanja. To coaching vprašanje vas spodbuja, vas prosi, vas motivira, da pridete do cilja, da pridete in uresničite to svojo vizijo, vendar, da ste pri tem kreativni. Da poslušate trg, da poslušate coacha, mentorja, da se izobražujete, da se učite. In včasih boste našli način, ki bo neprimerno lažji, neprimerno hitrejši in vas bo pripeljal do tega cilja. Kdaj ste poskušali v prodaji, v poslu, v karieri narediti neko spremembo? Kdaj ste poskušali narediti tako spremembo, ki je mogoče neprijetna, ki si je ne želite, vendar veste, da je potrebna. Ali pa veste, da je to, kar točno ta vaš poslovni model potrebuje. Hvaležen bom za vaše komentarje, hvaležen bom za vašo povratno informacijo, hvaležen bom, da delite ta posnetek, če mislite, da lahko še komu pomaga, nekomu spremeni življenje. Hvala lepa, ostanite zdravi in predvsem spremenite način razmišljanja, kajti ko spremenite način razmišljanja, se bo spremenilo vaše vedenje in vaše novo vedenje bo dalo drugi rezultat. Delite, všečkajte in hvaležen sem za vaše komentarje. Hvala lepa.